klasičnimi stabilnimi tekaškimi copati torej izbiramo lahko med izjemno stabilnimi, med srednje, zmerno stabilnimi in manj stabilnimi tekaškimi copati. Še vedno imajo učvrstitev, ampak ta učvrstitev ni tako izrazita. Po notranji čvrstosti prav izstopata dva modela, najbolj na primer od Mizuna Paradox, ta je zelo čvrst, pogledajte ta čvrsta plastika na notranji strani, res prepričujejo izjemnim pronatorjem, da se bi jim tekaški copat zelo hitro pošvedral. Potem zelo čvrst je na notranji strani tudi Nike Zoom Structure, ki ima tudi zelo močno to podporo. Potem, ko imamo tukaj Asics-ovi modeli, Saucony Guide, Mizuno Inspire, pa še Brooks Adrenaline, so zmerno podprti, medtem ko manj podprta sta pa tukaj na mizi od Brooksa Ravena in od Nikea Lunar Glide. Od Adidasa klasičen stabilen tekaški copat je pa tale Adistar Boost. Kako vemo, da ima učvrstitev, prav ta guma na notranji strani je res, se jo čuti bolj čvrsta v primerjavi z gumo, ki je na primer na zunanji strani ta Boost, ki je zelo mehek. In ga lahko uvrščamo torej med klasično stabilne tekaške copate. V prednjem delu smo torej dodatno pozorni tudi v širini, ali je tekaški copat širši ali ožji. Po izkušnjah so Brooksovi modeli vedno bili sodili nekako med širše, ampak med testom smo ugotovili, da ta model Ravena, letošnji model Ravena, je izgubil to širino in bi ta model bolj priporočal tekačem z nekoliko ožjim stopalom. Medtem ko so ostali modeli dokaj srednje široki in primerni za tudi za širša stopala. Višinska razlika, ki jo te tekaški copati imajo, je večinoma nekje okrog 10 mm, med 8 in 10. Razen, na primer, model Mizuno Inspire je nekoliko zdvignjeno peto in ima 12 mm to višinsko razliko. V tem razredu torej ni bistvenih razlik v višinski razliki peta prsti in to se je v zadnjih letih dejansko spremenilo. Včasih, pred leti so bili tekaški copati, so imeli višinsko razliko peta prsti nekje med 15 in celo do 25 mm. Danes pa se nekje sučajo okrog 10 mm. Na ta način, ko se je zmanjšala višinska razlika peta prsti, je nekoliko lažje v teh klasičnih tekaških copatih tudi teči na srednji del stopala, na prednji del stopala se lažje izognemo prvim udarcem na peto. Želim nam dobro izbiro in ne prehitro pošvedranih tekaških copat.